En lep pozdrav in dobrodošli še v zadnji epizodi podcasta Inspiracija v tem letu, v letu 2024, vsekakor pa ne zadnji. Tudi v novem letu 2025 vas čakajo nove vsebine, ki vas bodo, vsaj upam tako, želim si tako, moja namera je taka, da vas opolnomočijo, da vam prinesejo navdiha za vašo dušo, za vaše srce in da vam na takšen ali pa drugačen način pomagajo na vaši poti rasti, na vaši poti, bom rekla, vašega poslanstva ali pa samo, če rečem, v vašem vsakdanu, ko se soočamo z različnimi izzivi, vsi smo ljudje, vsi imamo, bom rekla, svoje vzpone, padce in fajn je, da imamo pri tem kakšno podporo, kakšno roko, kakšno uho, ki nas sliši, srce, ki nas sliši in mislim, da je to lepo in da je prav, da se tudi na tak način povezujemo. Skratka, ob koncu tega leta bi želela z vami deliti eno temo, ki me že kar nekaj časa, bom rekla, žuli ali pa se mi postavlja pred obraz. Ne bom nič kaj dosti praznična, vem, da boste si sami ustvarili lepe čarobne praznike, želim, da to res naredite v družbi svojih najdražjih in da si naredite take lepe mirne praznike. Jaz pa bi rada omenila eno temo in res srčno upam, da se bodo stvari na tem področju spremenile v novem letu oziroma v letih, ki prihajajo. Slišim vse več, pa berem o tem, kako ljudje vse bolj seveda prepoznavajo, da se pojavlja vse več ljudi, ki svetujejo, veliko je coachov, veliko je, nekateri boste rekli, takšnih in drugačnih gurujev, ljudi, ki skušajo deliti svoje nasvete. Tudi jaz sem ena izmed teh, ki skušam vam pomagati na takšen in pa drugačen način. In čutim, da je veliko nezaupanja in veliko enih, ne bom rekla, mogoče tudi predsodkov, ampak tudi enih projekcij na ljudi in vas tudi popolnoma razumem, to hočem povedati. Kajti danes, tudi sama sem bila v, bom rekla, tej koži, ko sem slepo zaupala in ko sem iskreno iskala pomoč v svojem življenju, ko mi res ni bilo najbolj lahko, tako da sem se, bom rekla, opekla na svoji koži, ko sem zaupala ljudem, ki so me popeljali, bom rekla, v napačno smer in ko sem predala veliko svoje moči, in zaradi nezaupanja vase nekako izgubila veliko energije takrat, veliko zaupanja v svet in sem se res vprašala v smislu vsega in tudi prenehala, bom rekla, potem iskati pomoč navzven za nekaj časa, ker me je to močno in globoko prizadelo. Ko človek nekako izkoristi tvojo nemoč, vsaj tako je bilo videti na začetku, ampak ko potegnem črto pod vsem tem, lahko rečem to, da na koncu smo si vedno smo sami odgovorni za to, v kakšne situacije pridemo, kaj se nam dogaja in to seveda ne upravičuje ljudi, ki namerno škodijo komurkoli in izkoriščajo človekovo ranljivost in nemoč, ko je v stiski. Vem pa, da niso vsi ljudje taki in da tudi tisti, ki mogoče škodijo, verjetno ne počnejo to namerno. In vsi imamo nekako, vsaj jaz verjamem še vedno v dobro ljudi, da imamo vsi v resnici namero pomagati ljudem, da imamo namero biti, če rečem temu, svetloba. Vem, da marsikdo skomigne z rameni in zatrese se, ko sliši te besede, luč, ljubezen, svetloba, transformacija, vse te besede, ki jih danes uporabljamo, vsi tisti, ki delamo z ljudmi, ki želimo pomagati na tak ali pa drugačen način, zavest in verjamem Bog, in verjamem, da je bilo, vem, da so bile te besede v preteklosti, še vedno so močno zlorabljene in da prav se mi zdi, da imamo ta selektivni oziroma da imamo dvom, tudi zdravi dvom, ampak ne dovolimo, da nas ta dvom zastrupi. Ne dovolimo, da
zato stopamo v odnose z nekim nezaupanjem, ali pa še huje, da v bistvu drugemu postajamo, bom rekla, policaji pa žandari in ugotavljamo, kdo je zdaj iskren v tem, kdo je resničen, kdo je faker, kdo je, a razumete, ne? Da ne zapademo v to igro, da ne zapademo v to, kdo je ok, kdo ni ok, da sami sodimo, kaj je za koga dobro. Jaz mislim, da vsak zase lahko ve, kaj je za njega dobro, če si res prisluhne. In ne glede na to, komu se obračate po pomoč, ko govorimo o obračanju pomoč, po iskanju pomoči navzven, vedno poglejte, kaj rezonira z vami. Jaz pravim, vsak človek nam lahko nekaj da, je pa res, da vsak človek izhaja iz sebe, iz svojih izkušenj. Ni nujno, da bodo njegove izkušnje, recimo v tem primeru moje izkušnje, rezonirale z vami, da se boste lahko poistovetili z njimi, da morate upoštevati moj nasvet, tisto v piko, nikakor ne. Vzemite tisto, to vedno poudarjam, kar rezonira z vami. To je pomembno. Ja? In takrat ne boste, bom rekla, zašli v napačne smeri. Zaupajte si. Mislim, da so časi, ko smo dali vsaj v zadnjih letih skupaj kot človeštvo čez eno hudo preizkušnjo in mislim, da se je marsikdo, vsaj upam, da večina, bomo videli, naučila poslušati sebe in to, kar čutite vi v sebi, da je prav za vas, je prav za vas. In nišče vas ne more prepričati v nasprotno. Zato se ni treba bati ljudi, ki vam karkoli ponujajo, kar vam ne paše, kar ne rezonira z vami. Ni vam treba niti tega gledati, poslušati, upoštevati. Enostavno odmaknite fokus iz te smeri, iz te stvari, iz tega človeka in pač usmerite fokus drugam. Tam, kamor čutite, da spadate, kar vam napolnjuje dušo, kamor vas vleče srce in kar čutite, da vas dviguje. Ne tisto, kar vas jezi, kar vas tlači dol, kar pač ne čutite, da je vaše. Ima pa vsak pravico, da se izraža, ima vsak pravico, da pač govori, kar govori, bom rekla, ne, če s tem res nenamerno škodi. Tako da imejte zaupanje vase. Odgovornost je na vaši strani. In če vi ne dovolite nekomu, da posega v vas na kakršenkoli način, da vas prepričuje v karkoli, vas ne bo prepričal in ne bo segal do vas. In tako je tudi prav, imate vi pravico do tega. Tako da to je tisto, kar sem se mogoče sama v tej okoliščini naučila. In obenem, ne glede na to, kako obračam stvari, kako lahko zdaj gledam, da mi je bila storjena krivica, ko so me ljudje, bom rekla, zlorabili moje zaupanje na vseh nivojih, lahko rečem, da je bila to pač zame enostavno šola oziroma da sem v tistem obdobju življenja to potrebovala, da sem se prebudila na nek način. Ker točno taki ljudje s tako energijo, na tak način so lahko vplivali name do te mere, da sem se začela prebujati. Mogoče, če sem bila toliko, bom rekla, v enem občutku totalne nevrednosti, da nisem vredna življenja, in sem se v bistvu ogradila s takim debelim zidom, da sem enostavno rabila ljudi, ki so bili, bom rekla, tako močni v svojem, če rečem temu, sranju, da so mi razbili ta kalup, da so mi, bom rekla, sesuli ta moj zid. Tako da iz tega vidika lahko rečem, da so bile vse moje izkušnje nekako pozitivne v tem smislu. Ja? Tako da ja, in tudi, če se vi podajate na to pot podajanja, bom rekla, teh svojih modrosti, izkušenj na področju bodisi duhovnega zdravljenja, osebne rasti, se verjetno soočate s temi raznimi strahovi, kaj bodo ljudje zdaj rekli, a ste tudi vi kakšen fake mojster, ali a veste, kaj mislim, ne? Verjetno se soočate s tem, verjetno vas tudi kdo obsoja, joj, pa če si res nek mojster, ali pa če si nek duhovnež, ali pa če se ukvarjaš s temi področji, se ne moreš kar promovirati, ne? Tudi promocija je ena taka bav stvar, ne? Ker vem, da imamo marketing, promocijo v nekem takem slabem smislu shranjeno, predvsem zato, ker
smo bili deležni manipulacije strani marketinga, ko govorimo o tem mainstream marketingu, medijih in tako naprej. In verjamem, da ima večina ljudi neko zamero do tega, nek odpor, ne? Ker vemo, da so nam vsiljevali določene vrednote, določene potrebe, določene želje, ki sploh niso bile nam lastne in smo v bistvu mogoče zaradi tega zaplavali v vode in porabili tudi konec koncev svoj denar za neke stvari, ki nam sploh niso služile zares. In imamo zaradi tega nek odpor. Ampak marketing zame ali pa promocija tega, kar pač počneš, je zame pač to, da enostavno poveš, kaj delaš. Če želiš pomagati ljudem, greš pač med ljudi na tak način. Lahko je to prek socialnih medijev, še bolje je seveda v živo, osebno. Kako pa naj se ljudje povezujemo? Kako naj ljudje vejo, kdo smo, kaj smo, če sploh tega ne povemo? Nikoli ne veste, kdaj lahko vaše znanje, vaše izkušnje, vaša modrost pride mogoče prav nekomu na drugi strani in zakaj ne bi povedali tega? Se pravi, beseda da besedo in lahko nastanejo različna sodelovanja. Tisti, ki imate s tem izkušnje, dobro veste, o čem govorim, da se lahko iz tega, bom rekla, rodijo zelo lepe stvari. Seveda je treba biti pozoren tudi na tiste negativne plati, ki pridejo s tem izpostavljanjem, če rečem temu tako. Ampak danes smo v tem času, ne? In dajmo izkoristiti to sebi v prid na pravi način, na zavesten način, da uporabljamo, če rečem, tudi socialne medije ali pa tudi promocijo kot tako na zdrav način, da nas ne potegne v neke stvari, za katere čutimo, da niso za nas. Ampak če pa čutite, da je to vaša pot, pojdite na to pot. Naj vas ne bo strah, naj vas ne bo sram. Tako da naj se širi, bom rekla, ta dobra energija, naj se širi, naj se dviguje ta frekvenca tudi na tak način. Ja? In tudi, ko računate za svoje usluge, zakaj pa ne? Danes smo v času izmenjave na tak način. Se spomnim enega gospoda, ki je pred leti, že mislim, da tudi že kakšnih 10 let nazaj, ko sem še nastopala kot kantavtorica, ko sem enkrat organizirala v bistvu z otroki, z malim otroškim pevskim zborom en dogodek in zastonj seveda, dobrodelno, z veseljem, za prostovoljne prispevke, ki so šli potem gasilcem, se mi zdi. V glavnem, ko je prišel gospod do mene, pa je rekel, ja, veš, Erika, to, kar imaš ti, to je božji dar in te stvari se ne računajo. Ne, jaz sem seveda bila čisto šokirana, kot prvo, ne, ta sam dogodek je bil že itak dobrodelen, malo stvari je bilo, ki sem jih računala v tistem času, in tudi tisto, kar ni šlo za neke bajne vsote, že iz tega vidika mi ni bilo jasno, o čem govori, ampak to je rekel gospod, ki služi od tega, od mleka, kmet, ki pač služi z izdelki iz mleka in tako naprej. In če bi hotela biti nesramna, bi lahko rekla, ne, gospod, tudi krave so od Boga dane, ne, in mleko. Ampak seveda se ceni delo, ki ga on vloži v to, da to mleko predela, da ga da med ljudi in vse stvari in delo, ki pride zraven. In tudi božji darovi, ki jih imamo, jih moramo negovati, jih moramo, bom rekla, razvijati. In to je delo, in to je čas, in to je energija, ki jo vložimo v to. Ne pride to kar iz neba. Ne? Nič nam ni v resnici zares položeno. Pač imamo neke potenciale, imamo neke usmeritve duše, ampak če tega ne razvijamo in če ne vložimo v to svoj trud, svoj čas, svojo energijo, pač iz tega nič ni. Ne? In tudi ne pride med ljudi. Tako da razmislite malo o tem. No? Želim si, da bi to počasi začelo odpadati, vse te, bom rekla, sloji teh predsodkov in pogledov na te stvari, torej na to delo z ljudmi, na pomoč ljudem, svetovanje, tudi kar se tiče socialnih omrežij, ko delimo ljudje svoje izkušnje, svoje poglede, svoje nasvete, tudi kdaj pa kdaj. Še enkrat ponavljam, jaz sem tukaj z vami zato, da skupaj malo raziskujemo naš notranji svet. To so taki utrinki pomoči, ki vam jih nudim, in da se skupaj poglabljamo, da si pri tem pomagamo. Če čutite, da vam pomaga, super, če ne, no problem. Jaz nisem vaš guru in nisem vaša, ne vem, karkoli, če me dajete v kakšno škatlico,
prosim, čim prej me dajte ven, oziroma je to vaša odgovornost. V vsakem primeru je važno, da mi vemo, zakaj mi delamo to, kar delamo, tisti, ki delamo to, in da zasidramo ta občutek. Vse ostalo pač ni naša odgovornost. Ne moramo tudi kontrolirati odzive ljudi, nikoli nismo, nikoli ne bomo, ampak zato je pa važno, da se mi postavimo v svoji energiji in da si vedno znova razjasnimo in jasnimo to bistvo, zakaj počnemo, kar počnemo. Tako da, evo, toliko torej v tem podcastu, v tej epizodi. Jaz upam, da vam bo kaj od tega pomagalo, in res upam, da vam bo v novem letu res dano, da odstranite čim več teh, bom rekla, omejujočih prepričanj, omejujočih plasti vaše preteklosti, da vas te, bom rekla, bremena preteklosti, tega, kar ste bili, vseh napak tako zvanih, ki ste jih naredili, napačnih poti, ki ste jih ubrali, če sploh obstajajo napačne poti. Jaz ne verjamem v to, jaz verjamem, da se vsi učimo iz vsega, kar naredimo, ne glede na to, kam nas peljejo poti. Skratka, v vsakem primeru vam želim čim več osvobajanja stare krame in čim več prostora za novo, da lahko razvijate svoj potencial, da lahko razvijate sebe, predvsem pa, da razvijate svojo, bom rekla, da razvijate lepe odnose z ljudmi, ki so vam blizu, z ljudmi, ki so vam dragi, in naj se pojavi čim več takih ljudi v vaše življenje, ki bodo v vaše življenje prinesli veliko harmonije, veliko lepih stvari in bodo z vami tudi takrat, ko vam bo kdaj težko. Lepo se imejte in se vidimo v novem letu 2025. Čau!